Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo. V Zimbabveju je volilna komisija odločila, da bo drugi krog predsedniških volitev stekel normalno, kljub odstopu vodje zimbabvejske opozicije Morgana Tsvangiraja. Tsvangiraj na čelu Gibanja za demokratske spremembe MDA svoj odstop opravičuje z obsodbo nasilja in pravi, da ne bodo več sodelovali v tej nelegitimni farsi volilnega procesa. Dodaja, da naraščajoče nasilje onemogoča normalen in pravičen potek volitev. Sicer je marca v prvem krogu Tsvangiraj premagal predsednika Roberta Mugabeja, a ni dobil dovolj glasov, da bi se lahko izognil drugemu krogu. Sedaj poziva Združene narode in Afriško unijo, da pomagata in ustavita nasilje. ZDA in Velika Britanija želita problem pripeljati pred Varnostni svet, južnoafriški predsednik Thabo Mbeki pa apelira na obe stranki, naj se poslužita medsebojnih dialogov. Bushova administracija želi dopolniti seznam dokazov proti zapornikom v Guantanamu, ki bodo vsak čas prvič stopili pred civilna sodišča. Ameriška vlada se je nenadoma, kljub ugovorom odvetnika 18 pripornikov, odločila dodati nekaj dokumentov, ker naj bi doprinesli k nadaljnjemu zadrževanju. To seveda lahko pomeni, da je bil velik del dokazov do sedaj vprašljivih. Obama je prvi ameriški predsedniški kandidat, ki je zavrnil javna sredstva za zadnji del volilne tekme. Neomejene količine denarja tako namerava sam zbrati in jih tudi zapraviti. Lansko leto je sicer trdil, da bo sredstva sprejel, če jih bo sprejel tudi protikandidat. McCain je že potrdil uporabo javnih sredstev. Iz McCainovega štaba so požugali, da Obamova zavrnitev 84 milijonov dolarjev lahko ošibi javni finančni sistem. Izrael je nedavno opravil vojaške vaje z nekaj 10 vojaških letal tipa F-16 in F-15 na območju Grčije in vzhodnega dela Sredozemlja. Pentagon meni, da gre za priprave na vojaški napad jedrskih objektov v Iranu. Predstavniki izraelske vojske trdi, da vaje potekajo redno za voljo nevarnosti, ki grozijo Izraelu. Neki izraelski politik pa je izjavil, da je šlo tokrat sicer za generalko, da pa bo moral Iran, če prevedemo dobesedno, kmalu prebrati napis na zidu. Iran meni, da je takšen napad strani Izraela malo verjeten in opozarja, da bo odgovor uničujoč. V ponedeljek sta v Izrael prispela zakonca Sarkozy. Nicolas Sarkozy je svoj prvi predsedniški obisk zapečatil z besedami, da je izraelsko-palestinski mir nujen in ostro obsodil iranski jedrski program. A koga to briga? Lepa Karla je bila tam in je zasenčila ne le svojega moža, temveč tudi politične probleme, ki težijo Bližnji vzhod. Izraelski časopisi so posvečali največ pozornosti njeni garderobi in jo kronali za najlepšo prvo damo po Jacqueline Kennedy. Palestinski Al-Quds pa je namenil del prve strani, ponavadi namenjen trpečim Palestincem, kraljici Bruni. Strokovnjaki verjamejo, da je Iran s pomočjo Severne Koreje razvijal jedrske snovi v sirijskem objektu, ki ga je Izrael napadel septembra leta 2007. V poročilu je navedeno, da so bili iranski znanstveniki zmožni obogatiti uran, a jim je spodletelo pri plutoniju. Zato so poiskali pomoč pri znanstvenikih iz Severne Koreje. Sirija trdi, da ni šlo za jedrske objekte, temveč vojaške. Iran pa poudarja, da izvaja jedrski program za proizvodnjo elektrike zaradi naraščajoče populacije v Teheranu. Severna Koreja, Sirija in Iran pa naj se ne bi izpopolnjevale le na področju jedrskega, ampak tudi kemijskega orožja. Iz ljubljanskega studia 142 nasvidenje.